Brez kakršnih koli velikih besed, motokomunikacija v Xin R15. Dajmo takoj pogledati, kaj v škatli je. V škatli zeleni nasvet in bela navodila. Bela navodila pridajo v angleščini, v francoščini, v nemščini, pa še v neki krokodilici, ki jo živa duša ne zna več brati. Evo, tukaj le. Pa dajmo tale navodila za enkrat stran, kdo to sploh bere. Tukaj imamo pa zeleni nasvet. Kako zamenjati ploščico, pa kako montirati slušalke za to, da komunikacija nam ne dela nobenih problemov. Ampak, kdo bere te majhne zelene listke? Lepo vas prosim. Noben! V paketu pa 2 komunikacije za 2 motorista. Prva stvar, en par slušalk, drug par slušalk, napajalen kabel z montažno, drug napajalni kabel z dodatno montažno ploščico, ena zunanja ploščica, druga zunanja ploščica in ja, 2x po 4 različne barvne ploščice, zato da boste barvno usklajeni. Menjava barvnih ploščic na Xinu R15 je sila enostavna in zato ne rabiš prav nobenega posebnega orodja, razen če si hočeš zakomplicirati življenje. Z orodjem si opremljen sam že, to je pa tale noht. Zelo enostaven, začnemo tukaj gor. Ploščico damo dol, enak naredimo na ta drugi in zamenjamo ploščico po svoji želji. V tem primeru bom dal modro za dečka in pa rdečo za deklico. Naklikamo jo okrog in okrog in je zadeva rešena in hudo dobro držijo gor. Komunikacije vklopimo na kombinacijo 2 gumbov. Uporabimo telefonski srednji velik gumb in pa komunikacijski gumb obenem in jih držimo naenkrat, dokler ne zasveti modra lučka. Komunikacija je vžgana. Enak naredimo na drugi komunikaciji. Telefonski gumb in pa gumb A, komunikacijski gumb. Držimo obenem, dokler ne zasveti modra lučka. Enako jih ugasnemo. Pravi, držimo telefonski gumb in pa komunikacijski gumb, zasveti rdeč, komunikacija ugasnjena, na drugi isto, komunikacija ugasnjena. Gremo dalje, seznanjanje komunikacij med sabo. Ko zadeva vklopno, se te 2 komunikacije med sabo še ne poznajo. Da se komunikacije spoznajo med sabo, je treba narediti 2 stvari. Tole je vaš komunikacijski gumb. Držimo ga, dokler ne začne svetiti izmenično rdeča in modra barva. Zdaj oddaja signal Bluetooth. Enak naredimo na drugi komunikaciji. Držimo komunikacijski gumb A, dokler ne začne svetiti rdeča in modra izmenoma. Oddajajo Bluetooth signal. Da pa potrdimo komunikacijo med njima, samo na eni od teh, ali na rdeči ali na modri, kliknemo enkrat gumb A. Zdaj se komunikacije poznajo in so za veke vekov povezane. Tega
koraka vam ni treba ponavljati v nedogled. Ko jih boste užgali in ko boste šli na kakšno furo, jih enostavno človek užge, ampak takrat mora pa nekdo nekoga poklicati. Pokličeš ga pa s komunikacijskim gumbom A. Samo enkrat ga klikneš in so komunikacije povezane in pripravljene na pogovor. Ko sveti na komunikacijah vijolična lučka, se vidva lahko že pogovarjata. Če hoče nekdo nekoga utišati, zelo enostaven klikne gumb A in se vidva več ne slišita med sabo. Pokličeš nazaj in se vidva spet lahko pogovarjata. To je, kar se tiče komunikacije med vama, je vse. Še glasnost. Ko je komunikacija med vama vzpostavljena, glasnost višaš s puščico gor in nižaš s puščico dol. Ne klikati, ampak jo držiš. V čeladi se bo slišal signal. Tut, 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 naredi na koncu. Takrat je glasnost na 100%. Iz izkušenj vam jaz povem, da je tale komunikacija precej glasna v čeladi in midva jo imava tam nekje na 80% glasnosti skozi. Pogovarjaš se tam 130-140 km/h, se bosta vidva še normalno pogovarjala, se ne bo treba dreti v čelado, ko bosta pa nekje stala na kakšnem semaforju ali pa ko se bosta vozila počas, bo pa verjetno, da komunikacija preglasna in bo treba glasnost en majhen znižati. Seznanjanje komunikacije s telefonom. Povezali bomo s telefonom samo eno. Vsaka komunikacija je povezana s svojim telefonom in klicev med sabo ne deli. Modra komunikacija je povezana samo s tvojim telefonom. Njena komunikacija je povezana samo z njenim telefonom. Klici med sabo se ne delijo. Njena komunikacija sliši njen telefon, tvoja komunikacija sliši samo tvoj telefon. Da jih pa povežemo med sabo, se pravi tvojo komunikacijo s tem telefonom, je pa fino, da drugo komunikacijo ta čas ugasnemo. Pa jo dajmo na stran. Povezava s telefonom gre pa takole. Na telefonu vžgemo Bluetooth povezavo in gremo v nastavitve. V nastavitvah v Android telefonu poiščemo Bluetooth povezavo. Jo odpremo. Da pa povežemo komunikacijo pa s telefonom, na komunikaciji držimo sreden telefonski gumb, dokler ne začne utripati modra in rdeča lučka. Takrat začne oddajati Bluetooth signal in na telefonu, mogoče je treba kdaj osveži, poišče v Xina R15, ga kliknemo in samo seznanimo. Od zdaj naprej je tvoja komunikacija zavedno povezana s tvojim telefonom in se na drug telefon ne bo povezovala. Tukaj damo še tole puščico, pogledamo, se pravi prostoročni zvok, pa glasbeni medij. Delitev stikov je pa ponavadi ugasnjena in to je dost, zato da ti lahko poslušaš, se pravi Google Map navigacijo, lahko poslušaš glasbo prek YouTuba ali pa prek svojih MP3 posnetkov. Komunikacija v Xina R15 je opremljena z radiem. Ona je radio in tukaj na vrhu se nahaja radijski gumb. Vse, kar moraš narediti, je, da FM gumb klikneš, samo enkrat ga klikneš in se radio vklopi. Za iskanje postaj
uporabljaš puščico gor in puščico dol. Se pravi, puščica gor išče postaje gor, puščica dol išče postaje dol avtomatsko. Kliknemo enkrat, zamenja postajo. Kliknemo še enkrat, zamenja postajo. Lovi tako, no. Ja, lovi precej dober, res pa je, da ima vse skupaj tokle dolgo antenco. Ni prav neki grozen velika, ampak kar neki postaj pa najde. Takrat, ko pa radio poslušaš, višaš glasnost, spet spuščica gor, ampak namesto, da jo klikneš in zamenjaš postajo, idemo nazaj, višaš glasnost, spuščica gor, držiš. To je to, kar se radia tiče. Aha, pa še ena stvar. Ko je komunikacija med vama vzpostavljena, prav gasimo radio, vžgimo še drugo komunikacijo. Zdaj vidva se pogovarjata. Ja? Ko se vidva pogovarjata, FM radia ne boš mogel uporabljati. Je treba komunikacijo prekiniti med vama in vžgati radio. Na začetku samega videa sem omenil, da se o slušalkah ne bom pogovarjal, ampak eno stvar pa moram povedati, ki je precej pomembna. Opisujejo pa tudi tale majhen zelen listek, ki smo pa že rekli, ki ga noben ne bere. Vam bom zdaj razložil, zakaj se gre. Gre se za to. Na samem konektorju slušalk, se pravi takoj za kovinskim delom, se nahaja ena taka majhna zareza, mogoče široka ene 4 mm. V kombinaciji s komunikacijo deluje zadeva kot tesnilo, ki preprečuje vodi, da bi prišla med vožnjo, če jo kdaj ujame kakšen naliv, v samo komunikacijo. Če bananco vtakneš samo na tale način noter, se pravi zelo na lahko, nisi naredil popolnoma nič. Ali se ne bo nadslišal, ali bo odmeval, ali bo pa cvilel, samo slišala se ne bosta, tisto, kar pravzaprav rabta. Bananco je treba z malo več sile poriniti do konca noter. Čuti se, kdaj si prišel do kraja. Če boš naredil tole prav, se pravi, vtakneš bananco noter in jo poriniš z malo več sile do konca. Si naredil vse, zato da se bosta vidva popolnoma normalno slišala med vožnjo. Resetiranje izvedeš z gumboma puščico dol in puščico gor ob enem. Držiš oba dva gumba naenkrat, zasveti vijolično in potrdi z modro. Takrat je zadeva resetirana. Enak lahko naredite z drugo. Enostavno držite oba dva gumba, se pravi puščico gor in puščico dol ob enem, bo zasvetla vijolično, pa potem na koncu po parih sekundah modro in takrat je dokončno resetirana in na tovarniških nastavitvah. Naredimo. In ste na nuli. Jaz srčno upam, da vam je bil video všeč, da niste preveč trpeli, pa najlepša hvala, da ste imeli dosti potrpljenja, da ste si ga pogledali do konca in upam, da ste zvedeli vse, kar se telih komunikacij tiče, zato da jih boste s pridom uporabljali na svojih popotovanjih z motorjem in obenem vam želim en cel kup enih dobrih kilometrov, pa sončnih dni, pa dobrega asfalta brez kakršnih koli kamnov. Čist za konc imam pa še
eno presenečenje, jaz mislim, da precej dobro presenečenje za vas, namreč zakaj se gre. Na Facebooku obstaja skupina Vaiksin Slovenija. In za vse člane te skupine in pa za vse tiste, ki se boste do 30. junija leta 2022 včlanili v skupino Vaiksin Slovenija na Facebooku, imam še eno hudo lepo presenečenje za vas. 1. julija, bom izmed vseh članov izžrebal v javnem žrebanju, ki bo objavljen 1. julija 2022 tudi na YouTubu, bom izžrebal nekoga, ki bo prejel paket. Popolnoma zastonj ga bo prejel, dobi ga, izžreban bo, komunikacije R5 Vaiksin. V paketu je komunikacija R5 za eno čelado z vsem potrebnim materialom za montažo. Tako da, na vašem mestu bi se prklatil v Facebook skupino Vaiksin Slovenija, ker imaš precej veliko možnost, da popolnoma zastonj pa še na moje poštne stroške prejmeš tole čudovito komunikacijo Vaiksin R5 za enega. Najlepša hvala, da ste bili z mano, prva liga ste, da ste imeli res dosti potrpljenja, da ste tole gledali. Dajte stisniti tale subscribe button na temule kanalu, dajte stisniti zvonček, zato da vas bo obvestil, ker naslednjič prihaja video, v katerem bom Vaiksin komunikacijo zmontiral na čelado s slušalkami in z mikrofoni vred. Za vsa vprašanja, če kogarkoli kaj zanima, sem vedno na voljo dol v spodaj v komentarjih, ali me pa dobite v skupini Vaiksin Slovenija na Facebooku. Poglejte še malo na market, se splača. Hvala vam lepa, pa se vidimo naslednjič.